To so preprosta vprašanja. Grega, uspešno v cilju, kar zahtevna dirka, pravzaprav zelo zahtevna. Kako ste sami izkusili ta učni proces ta vikend? To je bil zelo močen učni proces, bolj borba za preživetje, ker je res toliko drselo. Lahko rečem, zdaj ta zadnji brzin, da sem nekako užival, pa prve žablje, ko je bilo suho, vsaj nekaj, da sem začutil avto. Vse ostale brzince je bilo pa bolj borba, ker po mokrem je zadnji pogon, sploh nula izkušenj, sem se več kar smejal v avto, no, ker je pa ena dobra šola za naprej, upam, da naslednji reli bo suh, pa da bomo bolj konkurenčni. Ok, hvala in vso srečo v nadaljevanju sezone. Hvala tudi vam. Martin, kakšen sprejem v cilju dirke in hitrostne preizkušnje? Kako ste zadovoljni z izpeljano dirko kot organizator ter z nastopom kot voznik? Živjo. Oboje je fenomenalno, čeprav je za nami težka dirka, tudi po organizaciji, tudi po vremeni in po vsem skupaj. Zdaj je za nami, test avta bil opravljen, avto cel, avto dela, rabimo kilometre, tako da to je tu. Ok, hvala in vso srečo v nadaljevanju sezone. Hvala tudi vam, čau. Martin, uspešno v cilju prve dirke z R2, kakšni so občutki s tem dirkalnikom? Res, razmere so bile kar zahtevne za prvič. Pričakovali smo, da se bomo bolj na avto navajali, smo se veliko bolj z vremenom ukvarjali. Sicer nam je ratal 3/4 dirke izbrati napačne gume, ampak zdaj ta zadnji brzince pa bilo malo bolje. Občutki so v redu. Pa v prihodnje pričakujemo v boju za stopničke v diviziji? Ja, prav se je treba navajati, leta se treba izkoristiti sezona, da dobimo kilometre, pa naprej. Ok, hvala in vso srečo v nadaljevanju. Tudi vam. Janko, uspešno v cilju, nekaj super časov na hitrostnih preizkušnjah, kako ste sami uživali in pa kako ste zadovoljni? Ja, super je bilo, zakon. Bo v nadaljevanju sezone tudi tako dobro za vas? Ja, ne vem, peljali bomo naprej, zdaj gremo v Velenje, tako da upam, da bo. Upam, da bo zmeraj boljše, no. Kakšne razmere pa upate, da je v Velenju takšne kot danes? Ja, ne vem, se je boljše ne šlo po dežju, ja. Ok, potem pa hvala in vso srečo v nadaljevanju sezone in v upanju na dež. Hvala, enako. Matic, to ste že prej govorila, da ste uživali v drugem delu dirke, ko so bile razmere bolj umirjene, sedaj je suha cesta. Kako ste uživali na zadnji hitrostni preizkušnji? Ja, pa suh sem res užival, pa moker sem pa, kako bi rekel, si bilo malo matalo, no. Nimam kakšnega hudega občutka še za vsejne in pa mokremu mi ni šlo najbolje. Zdaj pa na koncu, ker je bilo suho, sem pa probal čim bližje peljati in čim hitreje in sem tudi užival do konca bolj. Super, hvala in pa srečno v nadaljevanju sezone. Hvala. Denis, prvič v R2 dirkalniku, prvič uspešno do cilja. Kako ste zadovoljni z vašo dirko in pa z novim dirkalnikom? Super, zadovoljen sem, treba še delati na njemu, tako da v bistvu jaz in on v bistvu skupaj, tako da bo, no. Upam, da na večer rezultati višji. Koliko dirk imate v planu do konca sezone? V bistvu zdaj gremo v Opatijo, pol grem 3 gorske, bom odpeljal pokal verjetno in pol konc sezone. Bom preskočil bom samo verjetno Velenje pa Ino, ne. V redu, hvala in srečno v nadaljevanju. Hvala enako. Jaka, uspešno do cilja v letošnji sezoni z BMW-jem. Kako ste sami uživali na tej dirki? Na začetku prav nič, ker so imeli trde gume na mokrem. Popoldanski ljub sva dala pa dežne gor, pa moram reči, da je bilo precej boljše. Super, vas bomo spremljali še v nadaljevanju sezone? Upam,
Upam, da ja, no, sam pa ne vem, kdaj še. Hvala in srečno v nadaljevanju. Hvala lepa. Adijo. Thank you very much and good luck for the next races.